Športnik, ki ga bomo obiskali, je vajen, da svoje največje uspehe niza na temperaturah krepko pod ničlo. Medtem ko se je na snegu in mrazu na drugem koncu planeta boril za olimpijsko odličje, pa je v njegovih domačih krajih neka čisto druga ekipa zavihala rokave in mu v prav tako ledenih razmerah pripravila prvovrstno presenečenje. Že vse življenje je tesno povezan z naravo in športom. Kmalu po prihodu v Ljubljano je ugotovil, da življenje v stanovanju ni ravno zanj. In tako je naš srebrni olimpijec Jakov Fak za gradnjo hiše, v kateri živi danes s svojo družino, izbral parcelo s pogledom na Julijske Alpe. Miha, vi ste izdelali načrt tega domovanja. Povejte mi, koliko gre za tipski projekt iz kataloga in koliko individualnih želja sta tukaj imela naročnika, torej Jakov in Mateja. Res izhajamo iz tipske hiše. To je bila hiša Opus 163, ki je investitorjema še najbolj odgovarjala. Z njo smo dejansko uspeli ujeti zahteve prostorskega akta in predvsem njune želje. S premišljenimi intervencijami je hiša dobila svojstven arhitekturni izraz in se nevsiljivo vključuje v okolico. Arhitekt je velik poudarek namenil zasteklitvam, ki na severozahodu omogočajo pogled na Julice in Triglav, drugod pa ponujajo stik z bližnjo naravo in vrtom. Hiša je seveda že sama v svoji zasnovi odprta, je zelo bogato zasnovana in zdaj na željo investitorjev smo pa določene stvari še posebej izpostavili. Povečali smo kuhinjo, dodali smo neke dimenzije za sam otok, izkoristili smo prostor za shrambo. Zgoraj enih nekaj detajlov, ki so dejansko bili želja, vogalno okno v kopalnici, pogled proti Bledu, ki je edinstven. Hiša meri 168 kvadratnih metrov. Svež zrak v notranjosti zagotavlja prezračevanje z rekuperacijo. K prijetni atmosferi pa ogromno prispevajo tudi naravni materiali. Dejansko je hiša lesena, na leseni konstrukciji. Obloge so mavčno vlaknene, sama izolacija je pa popolnoma naravnega izvora. V konstrukciji je celuloza, na fasadi pa lesna vlakna. Gospod Lukič, vi ste bili vrhunski športni plezalec, celo državni prvak v plezanju. A bi rekli, da ste karkoli iz športa prenesli zdaj na podjetništvo oziroma na hiše, ki jih gradite? Zagotovo. Skozi šport sem razvil neke lastnosti, ki jih seveda kar čez noč nisem mogel pozabiti. Te lastnosti so zagotovo neka ciljna orientiranost, težnja po perfekciji. Seveda poskušaš to prenesti tudi na svoj tim ljudi in rezultat tega so zelo dobre hiše, ki v Lumarju delamo. Na drugi strani sem se pa seveda veliko ukvarjal tudi z alpinizmom, veliko časa preživel v naravnem okolju, zato mi je kakovost tega okolja izredno pomembna. Tretja stvar pa, skozi alpinizem se naučiš tudi odgovornosti. Velikokrat tam ni možnosti za popravek. Se pravi, če si sprejel neko napačno odločitev, je ta lahko dokončna. In tudi naši kupci, ki kupujejo naše hiše, nimajo ponavadi priložnosti narediti še eno hišo. Zato je tudi ta odgovornost, ki jo imamo tukaj, za nas izredno pomembna in se zavedamo. Kakšna je pa energijska učinkovitost tele hiše? Ja, hiša je zelo učinkovita, spada v razred pod 15 kWh, temu smo včasih rekli pasivne hiše, danes se vedno bolj uporablja izraz skoraj nične energijske hiše. In Lumar je razvil tudi svoj koncept skoraj nične energijske, zero emission living. Tukaj imamo, se pravi, opravka z hišo, ki je grajena iz ekoloških materialov, ki uporabijo izredno malo energije v času pridobivanja, izredno prijetno vplivajo na bivanje v času uporabe. Drugače pa hiša, tovrstne hiše porabijo na letnem nivoju za ogrevanje cirka 100–130 evrov, kar je izredno malo in menim, da z tem tudi izredno dobro doprinesejo k čistejšemu okolju, seveda na dolgi rok. V čem se tale hiša, v kateri sva sedaj, torej hiša Jakova Faka, razlikuje od drugih, ki ste jih naredili? Ja, pri Jakovu je bila res posebna situacija, ker so njegovi prijatelji, znanci, družina nekako imeli željo presenetiti ga, ko se vrne z olimpijade, so tudi naši ljudje, predvsem moram reči tudi naši monterji, takrat malo stisnili zobe in smo hišo zgradili v res, lahko rečemo, ekstremnih zimskih pogojih. To presenečenje, ki smo ga izvali, ta neka Jakova hvaležnost, ki jo je izkazal takrat, ko je prišel nazaj, je na nek način tudi poplačala ves ta trud, ki je stal za tem in včasih niti ni viden. Torej delate tudi pri -20, ne?
Izjemno malo, se potrudimo, če je potrebno. Kako je pa potekala komunikacija z Jakovom in z Matejo? Komunikacija z Jakovom in Matejo je bila zelo precizna, vezana sicer na omejitve obveznosti, ki jih je imel Jakov v športu. Dejansko smo bili omejeni na nekaj sestankov, predvsem smo pa komunicirali preko telefonov, preko mailov in se zelo hitro približali končni rešitvi. Jakov in Mateja, hvala lepa, da smo lahko v vajini hiši. Povejte mi, kako sta načrtovala tole vajino domovanje, kdo je bil kaj bolj zadolžen za določena področja? Pa nekako sva skupaj načrtovala celo hišo od začetka. Ko sva kupila parcelo, sva bila tukaj doskrat pogledat, Mateji je bilo celo prevečkrat. In potem so se nekako odločila, kako bi najina hiša izgledala in koliko bi bila odprta do okolice. Kako sta se odločila in načrtovala interjer? Kdo je zbiral pohištvo, barve, materiale? V glavnem jaz. Ja, tisti, ki je doma. Ja, ker jaz ne maram preveč barv, tako da sem šla tako na take ene nevtralne barve, recimo tako les, pa siva, pol ta temno modra in pol lahko včasih, če hočeš kakšno barvo dati noter, tako paše v bistvu vse barve. Lahko kakšni pošter zameniš, pa ne vem, kakšen zaveso, pa tako pa spet prostor izgleda malo drugače. Zelo lepo v stanovanju delujejo vrata, ki so v vseh etažah do stropa. Čigava ideja je to bolj? Moja. Pa mislim, da žena, V bistvu sem to zagledala pri enem prijatelju in potem sem iskala taka vrata, da so res visoka. Sem šla na TSM lansko leto in sem pol izbrala, da hočem ta vrata imeti in so ta vrata noter. tako, strinjam se. Je pa zelo en tak lep detajl. Ja. In vsi v bistvu, ko pridejo noter, občudujejo ta vrata, da so res taka lepa. Tudi košarkarjem prijazno bajta. Ja. Glede samega pogleda v svet, tukaj smo izbrali M-Sorine izdelke. Ko smo jih zagledali, smo videli, da imajo zelo tak širok izbor samih oken. Imajo zelo eno lepo serijo, ki se imenuje Vizija, ki nima nobenih okvirjev, tako da res izgleda hiša s sprednje strani, da so samo steklene kot fiksne zasteklitve, čeprav imamo tudi izhode ven. In je to nekaj, kar nas je najbolj veseli. Mateja, kateri je vaš najljubši prostor v hiši? Jaz bi rekla otroška soba, vedno tako. Mamice vedno največ časa posvetimo otrokom, tako da tudi ta sobica mi je bila tak izziv v bistvu, ker sem točno vedela, kaj hočem noter, pa tole se, pa sem tudi tapeto sem sama dala gor, posle sem narisala sama, točno sem vedela, kakšno preprogo hočem, pa sem ji 2 meseca po internetu iskala, da najdem. In tako. Še en gugalnik zanimiv noter v sobi. Ja, gugalnik je, v bistvu ta gugalnik je, ko sem bila noseča, sem hotela tak en starinski, masivni gugalnik in sva ga iskala kar par mesecev, ne. Potem sva najdla enega človeka na Bolhi in je nam pripeljal 2 gugalnike, sem enega zbrala in bil je čist tak uničen dost, temno rjav in sem ga pol, ne vem, koliko sem bila noseča, 8 mesecev takrat. In sem ga sama celega, en teden sem ga obrusila sama in sem ga potem pobarvala še v belo, tako da je zdaj spet v otroški sobi. Kakšni so načrti še kaj z okolico? Ja, kakšno rabimo še ograjo, teraso zunaj dokončati, ampak to bo v kratkem, to bomo vse do zime uredili. Glede vrta je pa tako, da narava dela svoje, pač moraš tudi počasi začeti in potem še kakšno stvar dodajati, ko vidiš, kako se prostor razvija. Se res, kdo pa travo kosi? Midva, ampak bolj malo, tako da imamo toliko dobre sosede, da nam tudi doskočijo, ko nas ni doma. Jakov, vi ste vajeni ekstremno nizkih temperatur, a si kdaj v tej hiši tudi malo spustite temperaturo, zato da se navadite na razmere na tekmi? Samo, ko nas ni doma. Drugače ne, drugače res probamo imeti nekako najbolj optimalne življenjske pogoje. Jaz, glede na to, da probam ves svoj output energije dati ven na treningih in na tekmovanjih, potem želim imeti doma najbolj prijazno klimo do svojega telesa, da se čim bolj spočijem. Tako da zato je
tvoja hiša je vedno najboljše zavetišče. Dalaj Lama je nekoč dejal, da je dom tam, kjer smo lepo sprejeti. Kako pa svoj dom doživlja vrhunski športnik, ki je zaradi treningov in tekmovanj skoraj 250 dni na leto z doma? Zame dom pomeni mesto, kamor se vrneš iz popotovanja in tekmovanja po celotnemu svetu. Tako da res eno mesto, ki te tvoji najbližji čakajo in ki preživljaš v bistvu, bom rekel, življenjsko še najbolj pomembne trenutke.